tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kadar boste videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, vedite, da je blizu njegovo razdejanje. Takrat naj bežijo v hribe, kateri so v Judeji, kateri so v mestu, naj gredo ven, in kateri so na deželi, naj ne hodijo noter. To so namreč dnevi maščevanja, da se dopolni vse, kar je pisano. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh. Velika stiska bo v deželi in srd nad tem ljudstvom. Padali bodo pod mečem in v sužnostih bodo vlačili med vse narode in Jeruzalem bodo teptali neverniki, dokler se ne dopolnijo časi poganov. Znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah, in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, zakaj nebeške sile se bodo majale. Takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko se bo pa to začelo goditi, se ozrite kvišku in dvignite glave. Vaše odrešenje se približuje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako med tem, ko brat Joško premišljuje, če bi bila kakšna pesem primerna za zaključek te pridige, bi se vam jaz rad zahvalil. Kot študent pri kapucinih nam zmeraj enkrat med študijem, ne veš kdaj, meni se je to zgodilo v 5. letniku, prekinijo študij in te pošljajo na vse razne možne kraje, v različne, in imenuje se to leto izkušenj, kapucinsko leto izkušenj, samo zato, da ne bi študij postal nekako središčni del. Vsekakor pač ta študij traja 5-6 let, a jaz za mnogega od teh mladih si najdejo neko identiteto v študiju, pa se poistovetijo z ocenami. To ni pomembno. To oprostite starši, če od vaših otrok zahtevate dobre ocene, a ste čez 10 let, noben ne bo spraševal po teh ocenah. Nobeden. Luka, rekli ste 2 mladiča, ker... Ja. No, govoril sem, Hulk. Ampak vsekakor v tem letu izkušenj, točem povedati, so nas poslali ena izmed teh izkušenj je bila taka, da so nekje na Brezovci ali tam pri Vrhnke najeli eno stanovanje kapucine in so nas poslali noter študente, sedaj je odtle imate tu stanovanje, tle imate 20 evrov za jutre, za kofe, stanovanje košta 700 evrov, na koncu meseca morate plačati, plus stroške. Pa smo se tukaj vsak po svoje nekako znajdli. Jaz sem dobil službo v pivovarne Union, da smo še prešparali, sem s kolesom hodil in se spomnim tako po 2 tednih približno dela, to sem zjutraj ob 5 vstajal ali pa še prej, da sem še kaj zmolil od brevirja, pa pol v službo, pa tisto preklinjanje tam poslušati. Se je pol po 14 dnevah, ko sem zvedli, kdo sem, so me pop klicali v Nedeljevce. Ampak tistega šundra, pa preklinjanja, pa nazaj domov, pa umiti se, zduširati, pa še kaj skuhati, pa še kaj zmoliti, pa na koncu zvečer še hmaš jeti, sem tako v 14 dnevah, kar zmatran že, tako gledal okoli malo po cerkve, kdo je prišel zvečer hmaše in sem videl mamice in očke
in stare mame, otroke. Sem rekel, wow, po celem dnevu, po vsem, kar že imate, pridete še sem. In sem se takrat odločil, da ne bom nikdar več čez nobenega bentil. Zato, ker sem imel enega župnika, ki je zmeraj pridgal tistem, ki je hnaj v cerkve. Hvala, ker ste. Hvala, ker se vzamete. Evo, ob tej jutranji uri, pa sploh, se je mogoče za kom marsikoga lažje zdaj zjutraj priti k maši, kakor zvečer, ampak hvala za vsakeč, ko se vzamete čas. Obveza je samo ob nedeljah. Čez taj dan je obvezno. Ampak se v to lepem številu tle udeležujete te maše. Resnična ljubezen ni v tem, s komer bedim pozno v noč, ampak s tistim, zaradi kogar zjutraj zgodaj vstanem. In se mi zdi ta jutranja molitev še toliko bolj dragocena. Tako da hvala. Evo, slišali smo zelo zanimivo, spremljamo tega Daniela, zdaj 4. ali 5. dan že, tega divjaka nove zaveze, stare zaveze. Dejansko je v stari zavezi težko najdeš neoporečnega človeka. Mogoče Jožef, evo pa tlele Daniel, pa res ne vem, če je še kdo. In ta Daniel je res biser, resnično biser. Na koncu tega babilonskega izgnanstva, se kralj spreobrne. Kralj se spreobrne zaradi tega pričevanja. In jaz imam veliko upanje za Slovenijo, evo, da bo glih iz takih krajev, kot je Poljanska dolina, prišlo novo upanje za Slovenijo. Da bo prišlo neko spreobrnenje, da bo tle obstalo življenje. Ker to, kar opisuje evangelij v teh dneh, ta apokaliptični nagovor Jezusov, pa ni pismo kaj preveč optimističen, no. Ker težke stvari so. Jezus govori o koncu, kako bo na koncu. Ok, to je super. Dobro je imeti cilj pred očmi. Dobro je, da že na začetku ne zapeljemo v napačno smer. Ladja, če se premakne samo za eno stopinjo svoje smeri, bo na koncu lahko celo celino farila, če gre za dolgo pot. In življenje je dolga pot. Mnogi se v tem življenju sprašujejo, ko jih doletijo neke stvari, pa lepo, odkaj je zdaj tu prišlo, odkaj je zdaj ta, jaz ne vem, zdaj je Golob, polba Prebelič, pa če ne gremo politično, odkaj je zdaj ta bolezen, odkaj se zdaj tu znajde v mojem življenju, odkaj so zdaj te stiske in težave. Ampak pravo vprašanje je, ne odkaj je prišlo, ampak kam me to pelje? Kam me bo zdaj tu pripeljalo? Fino je si privzeti to, Teofan Zatvornik, to je en vzhodni svetnik, pravi perspektivo črva. Privzeti si perspektivo črva, ki bo moje truplo grizljalo. Vsakega čaka konec. Vsakega čaka konec. In odločati se po tem koncu je zelo, zelo dragoceno in pomembno. Izbral bom sem 2, se pravi, Jezus napove teh 8 znamen apokaliptičnih in danes smo slišali o 2, o zadnjih 2. Evo, izbral bom samo tole sonce, luno, zvezde, ta stiska, ljudje, ki umirajo od strahu, nebeške sile, ki se majajo, kaj to za nas pomeni. Mogoče nam malo tuj ta apokaliptični govor, ampak vseeno s tem, ko je Bog ustvaril sonce in luno, je nekako uredil dan in noč. Evo, neke oporne točke, neke nespremenljivke, neke aksiome, stvari, ki se ne spreminjajo, na katere se mi lahko zmeraj zanesemo. Evo, sonce, ki je bistvenega pomena za življenje, za nas, razsvetljuje dan, odmerja čas, določa letne čase, določa smer neba, nas ogreva in predstavlja nekako v svojem bistvu kmečko pamet, če lahko tako rečem, nekaj, kar se ne spremeni. In goreče se, če bi sonce otemnelo, ne bi dolgo trajalo življenje na tej zemlji. In pa luna, ki je odsev tega sonca, ki upravlja noč,
zvezde, po katerih se mi lahko orientiramo, nek notranji kompas. Evo, če ga ni, smo izgubljeni. Ampak to besedilo, ki se zdi kot grožnja, ki se zdi, da opisuje današnje čase, ko vse te stvari, ko zdrava pamet, neka logičnost sploh ne obstaja več, v teoriji spona recimo, samo to, plus še koliko stvari tle v Sloveniji, imamo še cel spekter budalavščin, če oprostite izrazu, in pa kot da ljudje nimajo več nekega notranjega kompasa. Evo, za nas v resnici je to dobra novica. Veste, ker ta odlomek, kolikor se grozno začne, se zelo pozitivno konča. Pravi, tedaj, ko se bo vse to dogajalo, tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo, tedaj dvignite glavo, vaše odrešenje je blizu. Torej, more to na nek način propasti, more se to nekako razgraditi. Res vas povabim danes k razmisleku, kam mi polagamo svoje upe, kje je naše resnično zagotovilo neke prihodnosti, neke svetle prihodnosti, ki se jo vsi želimo. Krat sem bil, ne važno, kje sem bil, no v glavnem preoblačili smo se, to je bila maša za 1. januar, slovesna maša, za krstijo smo se preoblačili, pa mi je en ministrant, fantiček, 7-8 let star, mi je voščil, no, pa zdravja, veselega pa zdravja, samo da bo zdravje, pa bo vse, ne? Sem mislil, ljube Bobek pismo, kaj pa ti veš o zdravje, razumeš? Kaj pa če ga ne bo, kaj pa če ne bo zdravja? Jaz tle vas gledam, vsak od nas je bil že kdaj bolan, vsak od nas je imel že koga, ki je bil zelo bolan. Morda je kdo od vas skrbi zdaj za nekoga, ki je res bolan. Vsak od nas je koga zgubil zaradi zdravja, ki naj bilo zdravja. Kaj pa če naj zdravja? Mi toliko polagamo v zdravje, nekaj upov, nekaj, kaj pa če ga naj? Jaz bi rad, da bi mi prepoznali, da imamo mi drugačne gotovosti, drugačne, da imamo mi druge razloge za srečo pa za veselje. En od teh razlogov je sveta Evharistija. Evo, blažen Lojze Grazdejo je poimenoval sonce mojega življenja, luč, ki ne zaide. Luč, ki ne zaide. In bi res rad, da prepoznamo sveto Evharistijo kot središče našega dneva, našega življenja. Mnogi pridete tudi med tednom k maši, res je to nekaj dragocenega. Veste, sveta Evharistija je zakrament, eden od zakramentov, ki se lahko ponavlja. Večinoma so zakramenti enkratni. Sveta Evharistija pa je hrana, ki jo mi rabimo za življenje, če se zavedamo ali pa ne. Bi rad samo en majhen delček te evharistične daritve razložil. Namreč obhajilo, ki je za meni en od najbolj dragocenih trenutkov dneva, posebej, ko grem obhajati, ko vas gledam, kako vi postajate Kristusovo telo. Ker to se zgodi. Ko vi rečete amen, ko duhovnik reče Kristusovo telo in vi rečete amen, to je trenutek, ki ga marsikdo ne razume. Si misli, kakor da bi rekel, duhovnik mi pokaže ta košček kruha, v katerem verjamem, da je Kristus skrit, da je Kristusovo telo živo navzoč, in jaz rečem, ja, res je, to je Kristus. Pa ni res. Že malo prej duhovnik dvigne hostijo in reče, glejte, to je jagnje Božje, to je Kristusovo telo, ki je dano zate. Res je. Kristus je glava. Med obhajilom pa to Kristusovo telo pomeni, ti si Kristusovo telo. Kristus je glava in mi smo telo, njegova cerkev. Veste, Jezus Kristus je živel samo eno realnost v svojem zemeljskem življenju. On je bil mladenič, umrl v najboljših letih, v najbolj perspektivnih letih, mučen, umrl, bil je moški, bil je
recimo relativno zdrav, nič ne piše, da bi kdaj kaj zbolel, a ne, ni vedel, kako je biti priklenjen na posteljo, ni vedel, kako je mučiti se vsak dan z neko službo, z neko naporno službo, naj vedel, kako je vzgajati otroke, kako je to težko, kako je to zahtevno, posebno v današnjem času, naj vedel, kako je navajen se s prikolico pa s traktorjem rikvercati, kako je to težko, polno je stvari, naj vedel, kako je biti noseč, polno je stvari, ki jih on ni izkušal v telesu. Ampak sveta Evharistija mu pa da to vstopno mesto, če mu mi pustimo, da vse to izkuša. Kako je biti polanc? Kristus vaj zaradi vas, če ga vi sprejmete v svoje srce. Kako je biti utrujen od tega sveta. Veste, takrat, ko ga mi res sprejmemo, ko mu res pustimo, da postanemo njegovo telo, takrat si lahko njegove noge, kamor on ne more priti, lahko si njegove roke narediš, kar on ne more narediti, njegov glas, ko je potrebno, pa ni to dostikrat, večkrat je zgled pomemben, on pa postaja tvoje srce. Prevzame tvoje srce, počasi hoče, da tvoje srce postane njegovo. Evo, to je, kaj hoče priti v globino srca. Res rad, da razmišljamo, mogoče danes, čez dan, kaj bi ostalo od mene, če bi izgubil službo, kaj bi ostalo od mene, če bi izgubil, Bog ne daj, družino, kaj bi ostalo od mene, če bi izgubil vero.